Na to, kaj dogaja, gostimo pevko, predstavnico novega vala dinastija Avsenik. Dame in gospodje, Monika Avsenik, dober večer. Dober večer. Živijo. Za tabo je zelo uspešno poletje. V Pulski areni si nastopila z legendarnim italijanskim tenoristom Andrejo Bocellijem. Kako je prišlo do tega sodelovanja? V bistvu je kar dolga zgodba. Zatem sodelovanje se je zgodilo zaradi tega, ker me je povabil njegov glasbeni direktor, Marko, Italijan. Spoznala sem ga pa preko Perpetuum Jazzile. Leta 2019 smo nastopali na dogodku Pirellijev koledar v Milanu in potem nas je par pevcev followal, pač sledil na Instagramu in jaz sem sigurna, da je pač pozabil. Takrat toliko let je že minilo in meni piše začetek avgusta. A se me še spomniš, zate imam eno povabilo, a bi prišla za pet z Andrejo Bocellijem v Pulo. In jaz sem bila itak petkrat prebrala sporočilo, mislila sem si, da itak neka fora, no, tako nekako se mi zdelo nerealno vse skupaj. In grem gledati njegov profil, vidim, se ta prav, se ga spomnim, se vem, da ta človek res obstaja. Ja, in v bistvu tako se je vse skupaj začelo. Wow. Ampak kako je nastopati s tako veliko zvezdo na odru? A ima posluh, no? A ima občutek za ritem ali ga bica? Še pa kaj pa ima posluh za ritem, pa za glasbo in vse. Je bilo pa res tako v bistvu filmsko vse skupaj, ko pomislim, da se sploh zares nisva spoznala, da sva dejansko stala na odru prvi skupaj, brez da sva dejansko karkoli spregovorila prej. Samo roko sva se stisnila in to je bilo to. Imam posnetek, ki res, on pač preden gre na oder, meni stisne roko, šiba gor. Pa ne veš niti, kaj bo na odru, kakšen bo zvok, kakšna bo pač tonska slika, bo preveč njega, bo premal. Jaz sem se bala, da ga bo imela preveč, glede na to, da ima pač tako močno štimo. Ampak je bilo premal, tako da sem za drugi koncert rekla, lahko malo več Andreje pač v monitor. Tako da zanimiva izkušnja, no, nekaj tazga pač res ne doživiš in v celem paketu je bila neka posebna zgodba, no. Zanimivo. Zdaj, glasba, ne, je v vaši familiji. Se mi zdi, da v Sloveniji, če se rodiš v familiji Prevc, skačeš s smučmi, če se rodiš v familiji Avsenik, pač se ukvarjaš z glasbo, poješ ali pa razteguješ meh. Dobra primerjava. Verjetno se res malo pričakuje, je pa res, da nas je 5 otrok v družini, tako da hvala Bogu se ne ukvarja vseh 5 z glasbo, se samo jaz pa Saša dejansko tako profesionalno. Ja, sigurno se pozna to, da vpliva na nek tvoj razvoj, na neko tvojo pot, to pač, s čemer se tvoja družina recimo ukvarja. Če bi imeli same, ne vem, zdravnike okrog sebe, je več možnosti, da bi bila tudi sama zdravnica in tako naprej. Pritisk, kakšen poseben pritisk zaradi te zapuščine? Kaj pa vem, vse možno je bilo pač na moji poti prisotno, pritiski zagotovo, sploh na začetku moje poti, ker se zavedaš, da pač od Avsenika se pričakuje, da si glasbeno nekako dober, tako. Da ni to sam neka pojava, ampak da tudi zapoješ nekaj. Kako pa loviš ravnotežje med družinsko zapuščino in pa nekim tem svojo vizijo, svojo potjo? V bistvu ta tehtnica najtežja za uravnovesiti jo, sploh zato, ker sama nisem nikoli začutila, da bi imela recimo svoj ansambl. Vedno, če sem se vprašala v otroštvu, ali bi imela ansambl ali bend, sem bila bolj v smer benda. Moja dozdajšnja pot je pa v bistvu bolj usmerjena bila na narodno-zabavni zvrsti, tako da je res ta tehtnica zdaj malo neuravnotežena in zato zdaj v bistvu začenja moja pot še v drugi zvrsti, da jo malo uravnotežem, vsaj kar je pač v meni notrno. Kaj bi se zgodilo, če bi recimo imela heavy metal band? Kako bi to družina sprejela? Kdo bi rekel, dedek se vrača v grobu? Verjetno bi bili to prvi odzivi. Ne, vsekakor se kaj tazga ne bi moglo zgoditi. Nekih ekstremov pri meni sicer po mojem ni. Je pa res, da zaplavam v različne glasbene zvrsti. Če me glasba všeč, jo pač sprejmem, vsak izziv mi je dobrodošel. Tako da v metal pa zaenkrat me ne vleče še. Še ne. A ti je dal starata recimo kakšen nasvet za tvojo glasbeno kariero, ki si ga pa zapomnila? V bistvu mogoče oziroma ga nosiš vse ja, večkrat se ga tudi spomnim, rekel mi je, ko greš na oder, moraš biti freh. Se pravi, s tem je mislil ne, da si ti podcenjujoč do publike, ampak da enostavno si daš nek plašč gor in si rečeš, da upaš, da pač te ni toliko strah, da znaš, da si enostavno tam za ljudi z nekim namenom. To je bil en tak nasvet, ta drug pa to, da greš pred nastopom en krog okrog dvorane, magar če ne drugam na sprehod. Sam to, da se mečkan umakneš od ljudi, mečkan predihaš, umiriš in to sem tudi v Puli, sem se prav spomnila na njega in rekla, ok, grem se jaz umiriti, en krogec naredim in res sem ga in sigurno pomaga. Ok, dober nasvet. Dober nasvet, mogoče morava okrog RTV-ja. No, letos oziroma pred kratkim si se pa tudi poročila, čestitke. Hvala lepa. Tako kot naš kolega Robi Petan, ki nam sicer ni povabil v roko.
Oh, vsaj mene, no. No, Robi je pa nam zaupal, da sta po poroki z ženo dobila en tak svež zagon v odnosu. Si ti tudi začutila kako novo svežino No, po pri nama je poroki? bilo vse drugačka sveže, zato ker so oba zbolela. Ojoj. Ker smo imeli poroko ravno na to najhladnejšo soboto v zdaj celem poletju. Tako da sva preležala prve nekaj dni in ni bilo tako sveže, ampak tudi to pa še zraven. V dobrem in slabem. V dobrem in Evo. slabem. Monika, najlepša hvala, da si bila naša gostja, tako na odru kot za mizo. Želimo ti še veliko uspehov in pa seveda, da bosta na medenih tednih zdrava. Ter mirnih sprehodov okoli dvorane. Hvala lepa, hvala za povabilo in pa hvala vama. Hvala lepa.